Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, v kateri bomo govorili o čiščenju na domu. Zelo zanimiva tema, o kateri se bom pogovarjala z mojima sogovornicama, Uršo Erman, ki deluje pod imenom Čista hiška, in Ano Horvat, ki deluje pod imenom Čarobna metla. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, hvala. Se mi zdi, da je pri nas še vedno nekako tabu priznati, da imaš pomoč pri čiščenju na domu. Zakaj mislite, da je temu tako? Ja, jaz bi se strinjala, da je še vedno, sploh pri teh starejših generacijah se mi zdi, da opažam. Tudi pri kakšnih strankah, ko so mlajši, naročijo, pa rečejo, dajte prideti bolj tako, da ne bojo videli, ne? Ja. Ker včasih je veljalo, če je neka gospodinja si poiskala pomoč, je bila slaba gospodinja, ne? In se mi zdi, da ta tabu gre še vedno zdaj med generacijami naprej. Ampak čez dalje bolj pa. Ja, imam eno anekdoto prijateljice, ki je si umislila pomoč in je to povedala doma in je mama takrat še na visoki poziciji službeno bila zgrožena, da to pa ne, da bo ona ob sobotah hodila v Ljubljano pomagati čistiti, da ne bojo misli od moža, družina, da je slabo vzgojena. Kaj bi pa rekli? Ja, ne, to je pač dosti tudi regijsko povezano, recimo jaz zdaj prihajam iz Bele krajine in najmanj povpraševanj imam prav v Beli krajini. Recimo Dolenjska, tam okolica Novega mesta, je povpraševanje, največje seveda pač v osrednji slovenski regiji, ampak točno se vidi, da je pač v Beli krajini, je pa glih ta mentaliteta je, ne, joj, Bog ne daj, da kdo vidi, da ti je prišla čistilka v hišo, kaj bojo rekli, kakšna je to gospodinja doma, ne. Tako da, ja, je pač tudi odvisno, ne, od regije, bi rekla, ne. Tudi verjetno, ja. Tako. Ja. Kakšni ljudje se pa odločajo za najem pomoči pri domu? So to razvajenci ali so to ljudje, ko so preveč zaposleni in si olajšajo življenje na ta način? Jih je različnih, bi rekla. Pač imajo eni, ki so pač enostavno, pa se jim ne da, kar je prav, mislim, zakaj, pač če si lahko privoščiš pomoč, zakaj bi počistil, jaz recimo tudi gledam po sebi. Če se meni ne bi dalo, seveda, da bi najela nekoga, bi poklicala, da pridi mi počistiti, ne, meni je pač recimo, jaz v tem uživam, pa mi je to kul, ne, tega sem združila pač nekaj, kar me sprošča z delom, ampak pri enih ljudeh recimo čiščenje je tako, kako bi rekla, naporno jim je, ni jim užitek in noče tega početi, ne. Pa so seveda tudi tisti, ki so ful zaposleni, delajo pač od jutra do zvečera, doma jih še čaka družina in pol enostavno pač nekaj morajo izključiti, ne, in to so ponavadi gospodinjska opravila. Tako da ja, ljudje so različni, pa ne vem. Ja, bi se kar strinjala, čeprav največ, bom rekla, je še vedno tistih, ki enostavno nimajo časa, večinoma so to lastniki nekih svojih podjetij, nekih svojih, bom rekla, ali pa imajo, bom rekla, v svojih službah toliko nekih dolžnosti, da delajo skozi cel dan, potem so tukaj še majhni otroki in dejansko časa zmanjka, ne. Še vedno so pa to ljudje, ki pa imajo prioriteto, da je doma čisto, ne. Tako da jaz vedno rečem, vsako gospodinjstvo, če si le lahko privošči, je idealno je na 14 dni, super pa, če le lahko enkrat na mesec, ne, ker lih tisto, ko mi pridemo brez nekih, bom rekla, ne vem, dam primer, čistimo sami doma svoj dom, ne, vedno te zmot 1000 enih stvari, greš malo cunce probat, kaj ti je kaj prav, kaj ti ni, ne, ali kakšen album listaš, karkoli. Mi, ko pridemo v tuj dom, samo čistimo. Nam je, se pravi, bistvo, da ko zapustimo dom, da je zadeva vsaka na svojem mestu, ne. In zato mi boljš, hitrejš vse očistimo, kot pa nekdo, ki bi sam doma, ne. Tako da se mi zdi super, da če le lahko, ne si poiščejo pomoč, no. V določenih krajih je pa zgleda skoraj nemogoče najti pomoč. Zakaj je povpraševanje večje od ponudbe? Kaj pa vem, jaz bom tako rekla, ne, mogoče me bo kdo zdaj obsojal, ampak veliko je čistilka, ne, ampak ni pa vsaka tista, ki je pa primerna, ne, tudi čistiti je treba znati, ne. Na določenih mestih, ja, seveda zdaj, bom rekla, v naši regiji, ne, jaz sem z Domžal, se pravi Domžale, Ljubljana, tukaj je povpraševanje ogromno, tudi veliko, bom rekla, čistilk, ki jih jaz osebno poznam, oziroma čistilnih servisov. Bom rekla, kakšne druge lokacije, pa ne vem,
verjetno so, ampak niso mogoče našli tisto, katero bi si upala mogoče malo izpostaviti, da bi se potem razvedeli za njo, a ne. Se mi zdi mogoče bolj tukaj problem, kot pa da dejansko, da jih ni. Ja, slišala sem za primer izvajalke, ki pride najprej pogledat stanovanje, če je dovolj urejeno, vzame stranko. Če je recimo pač polno enih drobnarij, se pravi, ne, otroških igračev, ne vzame naročila. Tako da so gospe že tudi lahko zbirčne pri strankah. Delajo ogromno, ne, in se mi zdi, da zaradi tega si nekatere potem lahko pridejo do tega, da si potem zbirajo. Ne. Vas torej ne skrbi, da bi vam umetna inteligenca prevzela to pa ni sigurno, ja. Vedno pogosteje tudi slišimo, da v Slovenijo prihajajo čistilke iz držav tretjega sveta. Kako vidve gledate na ta trend? Jaz, na primer, nimam problem, glede na to, da sem sama iz tujine. Jaz recimo, jaz sem iz Hrvaške prihajam. In tako da jaz recimo kot tujka tukaj res menim, da je vsak dobrodošel, ki pride v državo seveda legalno, ki se prijavi. Tisti, ki želi delati in ki dela pošteno in ki pač bo odprl svoje podjetje ali pa bo zaposlen nekom, seveda ne podpiram dela na črno, to pač je meni no-go, ampak tisti, ki želi pač delati vse tako kot vsi drugi v državi, zakaj pa ne? Zakaj bi neka nacionalnost bila pomembna? Če je oseba v redu, poštena, če ima voljo, da se nauči, ne vem, o kulturi, jezik, vse, je vsak dobrodošel, ne. Je pa res, da sem zdaj prejšnji teden sem imela pogovor z eno prijateljico. Bili smo na to temo, smo se nekaj menili, ne, o zaposlitvi pač tistih žensk, ki prihajajo pač iz Azije ali pa recimo iz vzhodne Evrope. In pol je ona tudi rekla, recimo, jaz sem potovala in jaz ti lahko rečem, recimo v Aziji, ko gledaš, recimo tudi hotel čez 5 zvezdic, je bistveno nižji standard, kot je recimo v Evropi ali pa nekje, ne. In pravi, one, ko pridejo recimo iz tujine, tako recimo iz teh, oddaljenih držav, pravi, navajene so, ne, pač na tak nek standard, ki morda nam tukaj ne ustreza. Tako da je tukaj morda tudi vprašanje kvalitete, ampak jaz rečem, da tisti, ki se želi naučiti, se bo naučil in bo vladal, tako da ni sporno. Pa vedno rečem, če nekdo ima problem pač s tem, da delajo Nepalci, Filipinci, pa prevzemite vi njihovo delo, pa njim ne bo treba, ne, tako da. Ja, bi se kar strinjala, no, čeprav bom tako rekla, zdaj kamorkoli gremo, posod so, bom rekla, v tem primeru, če izpostavim Filipinci, samo še oni so, ne, večinoma. Ampak, ne vem, kjer sem jaz bila, pa so oni, recimo, bom rekla, zdaj prav izpostavila čiščenje, so bili standardi okej. A ne, ker se mi zdi, da tudi sej, oni morajo čez neko uvajanje, čez neke standarde, so pa tukaj standardi seveda različni, a ne. Jaz bom rekla, jaz pri sebi pričakujem neko višjo, nek višji nivo, grem v neke detajle, ki jih mogoče marsikatera ne bo šla, a ne. Ampak verjamem, da se tudi, da bojo stranke s kakšno tako osebo okej, ki jim je pomembno samo, da lepo zgleda, a ne. Tako da tukaj se mi zdi, da se razlikuje od vsake čistilke oziroma čistilnega servisa, a ne. Jaz imam neko svojo zgodbo, katero želim, da je pač res, da se potrudimo, da naredimo maksimalno tudi tisto, kar mogoče stranka ne pričakuje. Sem, ko nekdo bo pa rekel, pa se ne rabiš to kdaj, sam da zgleda, a ne. A ne, bom rekla, v tem primeru se mi pa potem zdi tudi nekdo, ki ni tako natančen, primeren, a ne, je pa zelo težko. Spet anekdoto povedala, na Kitajskem sem imela, tam se jim reče AI, tetke, bila je super prijazna, tako se je smejala, govorila je seveda samo kitajsko, ne, so se bolj z rokami, ampak bila je ena krpa za vse. Šlo je WC, tla, miza, pa pol voda iz vedra, ki po tleh pomila v kuhinjsko korito. Da pa ni bila dolgo. Smo zamenjali. Ampak kako pogosto je pa smiselno, da pride čistilka? Ste že rekli na 14 dni ali boš celo enkrat na teden? Jaz mislim, da enkrat na teden, da bom rekla, so primeri, ki bi potrebovali vsak drugi dan. A ne? Ampak to bom rekla, so tisti, ki so res to preobremenjeni, ko dejansko sami sebe srečujejo, s tem rečem, a ne. Drugač pa če se vedno sprot pospravi, če se vzdržuje sama zadeva, jaz mislim, da je enkrat na 14 dni več kot dovoljno. Da se takrat malo poudarka naredi, a ne, jaz temu rečem, da se kanalete ven vzamejo, predrgnejo, malo bolj vodni kamen zrihta, enkrat na 14 dni. Pa potem generalka 2-krat na leto, še okna pa ne vem. Ja, tako.
po cvetnem prahu pa pred zimo je idealno, se pravi tam nekje, bom rekla, Zdaj. ja, zdaj se dogajajo, ne. Ja. Ali pa recimo v drugi polovici maja, ko je tista, bom rekla, runda cvetnega praha. Spomladansko Tako, čiščenje. tako. Ali stranke običajno želijo, da vedno hodi k njim ista oseba, ali so ok s tem, da se menja izvajalec? Pa, ja. Ne, jaz bi rekla, da pač res pričakujejo, da če najamejo že čistilni servis, jaz sem recimo SP, pa sem trenutno edina zaposlena, predvidevam, da si ti tudi ne, ali pa imaš pomoč. Ne, in pa tukaj pri nas recimo ni problem. Obstajajo seveda večji čistilni servisi, ki imajo več zaposlenih in recimo, koliko dobim tak nek feedback, ko se pogovarjam, ljudje si dejansko želijo, da pač skozi pride ena oseba, zato ker najprej prvo poznaš, kje je kaj, poznaš prostore, že ustvariš to nek odnos s stranko, pa tudi pomembna je ta intima, ne, ker tudi jaz recimo gledam, izhajam iz sebe, ne bi glih rada, da mi vsaka 2 tedna druga oseba se sprehaja po hiši. Razumem pač, da nekdo pride pa počisti, pa mi je tukaj, da mi pomaga in vse, ampak vseeno, ne, ker pač ti, ko odpreš vrata svojega doma, odpreš pač dejansko vse na izvolite, ne. Tako, morate podpisati kakšne pogodbe o nerazkrivanju ali to neko generalno razumevanje diskretnosti? Mislim, da gre, jaz nimam nič podpisovanja, ker se mi zdi, bom rekla, da že oseba, če te je pripravljena spustiti v svoj dom, je tukaj, tudi ona že avtomatsko pričakuje, da neka intima, se pravi, ostane, a ne. Konec koncev pa tudi sej, ne vem, meni interes, da bi jaz tam okrog razlagala ali karkoli, a ne, jaz pridem, naredim svoje pol stvari, verjetno tako bom rekla, tudi opazam, da bi se kaj čuden dogajalo, ne, marsikaj smo že videli, pa bom tako rekla, jaz svoje naredim, zaprem vrata in adijo. Tako da. Jaz imam še dodatno, izobražujem se na področju še organizacije doma, to mi je zdaj postala tako ena zelo luštna niša in prav uživam v tem in glede na to, da je organizacija tako posebna, vedno rečem strankam, ponudim jim NDA, če ga želijo, ampak večina ga pač zavrne, ker pač nekako se, kako bi rekla, razume se, da pač, da ne zdaj okoli neki, ne vem, slikala, pa objavljala na socialno mreže ali pa razlagala okoli, pač je to neko zaupanje. Pa so naročniki med čiščenjem večkrat prisotni ali jih ni? Pa kaj je vama ljubše, da so ali da ste sami ob delu? Jaz jih ne vidim. Če so doma, pač jaz jih ne vidim. Jaz se recimo dam si slušalke, pustim si nek podcast ali pa glasbo. Jaz sem v svojem ritmu, če rabim slučajno kaj, pa samo vprašam, če so doma, če niso. Pač. Pa vam zaupajo tudi ključe, če jih ni doma? Ja, večinoma imam, bom rekla, so kar ključi, no, zato ker je tudi lažje zaradi organizacije, a ne? Ker zdaj, če delamo stranko 2 na dan, včasih tudi 3, in je lažje, če se kaj zatakne, da nas oni ne čakajo, pa odklepajo pa vse to, imajo ključe ali pa pokličemo nadaljavo, odprejo, če že, a ne. Je pa tako, kar se nas tiče, meni čisto vseeno, so doma ali ne, jaz pridem, delam svoje. Lušten je, če so doma, ne, se malo še pogovorimo, ker jaz imam z vsemi, bom rekla, tak friendly odnos, a ne, ker tudi vse, kar jaz postavljam v svojem podjetju, je glih to, a ne, da jaz s svojim prihodom nočem povzročiti bremena, ampak hočem razbremeniti, to vedno poudarjam. In mi je lušten, živijo, kako si kaj to, si videla to, samo, ne, zdaj malo posmejimo, pa nič, grem delati, a ne. In se mi zdi, da potem, ali oni, če so, se malo, bom rekla, odmikamo drugmu toliko, da gledamo, da ne motimo, a ne. Če pa jih ni, je pa tudi, bom rekla, meni oboje v redu, dokler mi ne gledajo pod prste. A ne, ker najslabše je to, da mi gledajo, pa hodijo za mano. Takrat rečem, dobro, gledajte, me boste pustili ali pa brez zamere, a ne z mano, ne z vami ni nič narobe, ampak zdaj vi ste mene poklicali, dajte mi možnost, da naredim svoje, pa je to, a ne. Ker takrat se nekaj neljubega naredi, ko te ne, ker si pod pritiskom, normalno je pod pritiskom, ni lušten delati. Rečem v tem primeru, ne, pol, če je kaj narobe, ali pa če se kaj spregledala slučajno, ker se spregleda, ne, še posebej, če si na prvem čiščenju, ali pa neki, seveda boš spregledal, ne moreš pač zdaj vsak detajl videti morda glih. Ona, ker je navajena, da živi doma, ga poznam. Bo prej videla neki, kot jaz, recimo, ki sem prvič ali pa drugič tam, ne, in pa rečem, če kaj takega, dajte mi pol povedati, to ni bilo v redu, rabim povratno info, ne, pa se tudi ta moj delo plačaš me, da to počnem, ne. Seveda pričakujem neko povratno info, če je bilo kaj narobe, povej, da znam za drugič, pa tudi, da izboljšam storitev, ne. Ni hujega, kot to, da reče, pač recimo, vse je bilo super, BP, in pol pa
nikoli več te ne pokliče. Ok, pa nekaj ni bilo VP, ne? Pač najbrž nekaj ni bilo narobe, sam pač pravim, ljudje pač spet tako mislijo, ne? Da pač če ti rečejo, da se ti bojo zamerili, ampak to je biznis, tako kot vsak drug, Tako ne? je, ne more biti vedno vse ok. Tako. Nažalost, a ne, čeprav bi mi hoteli, jaz Tako. vedno rečem, vi živite v tem domu, vi ga poznate. Jaz sem prvič, žal ne poznam vsakega kotka, a ne. Seveda se jaz trudim, grem gledati, da gledamo druga za drugo, vse, samo včasih, nažalost, vse kaj spregleda, Tako. a ne. Povejte mi, najslabše je to, kot si povedala, da so tih, a ne, ali pa mogoče tudi, če te še vedno najamejo 3-krat, 4-krat, 5-krat, pa ti pa reče stranka, ja, to pa nikoli ne. Dajte mi prosim povedati, to jaz ne bom jezna, žalostna, šla ali kakorkoli, ne, ampak super, hvala, bom pazljiva, naslednjič sigurno ne bomo tistega pozabili, a ne. tako. Saj se, ne vem, zgodi se nam tudi to, ne vem, smo 10-krat na nekem istem naslovu in 10-tič, ne vem, pozabiš eno pajčevino, ja. Ojoj, ne. Se zgodi, seveda, kdor dela, ta greši, a ne. Tako da vsekakor jaz dam veliko na komunikacijo, dajmo se pogovarjati, ker samo tako lahko zadeva pelje naprej, a ne. Tako. Kako pa določite ceno na kvadraturo, na uro in kaj je katera dela so nekako zajeta v ta osnovni paket čiščenja, če lahko temu tako rečemo? Ja, cena je odvisna od velikosti. Jaz imam recimo pol velikosti, najbolj izogibam se delu na uro. Jaz osebno se izogibam delu na uro, zato ker se mi zdi, da jaz imam nek svoj tempo, v katerem delam. In meni se nekako zdi, če recimo pridem če gledam kot stranka, če jaz imam nekoga najetega na uro, jaz seveda pričakujem, da bo ta zelo hiter, ker ga želim čim manj plačati, ne. To gledam kot stranka, ne. Nočem sigurno, da mi ona dela počasi, natančno, ker to pomeni, da bom imel večji račun. Jaz pa nočem pač imeti na uro, glih zato, ne, ker pa bom hitela in ziher bom nekaj spregledala in pa jaz imam tak recimo fiksne pakete, kaj je všteto v paketih, ostale storitve pač so za to plačilo. Večini je to okej, glede cen sem in tak transparentna, pač se vidi to, kaj je v paketih, je pač javno dostopno, individualne ponudbe so itak individualne ponudbe, ne. In tega se držim, ampak ja pravim, pač na uro vem, da večina, ti imaš na uro? Jaz se pa glih kvadratov izogibam. Ja, jaz se pač, pravim, meni ura, recimo, ampak to je to, kaj komu ustreza, ne? Ja. Ker jaz recimo gledam po sebi, jaz rada delam, počasneje, imam nek svoj ritem, zakaj bi jaz hitela? Zakaj bi morala se nekaj na hitro prebrisati, če mi to ne ustreza, ne? Jaz to počasi, ker to bi mi bil stres. Nočem, da mi je delo stres, ne? In na koncu, recimo, ko potegnem črto, dejansko pride moja cena na kvadrat, recimo pri rednem čiščenju skoraj isto. Isto je, ja, na koncu je isto. Na uro, ampak jaz imam svoj tempo, ne? Ja. Ne vem. Ja, jaz pa ne vem, že ko gremo prvič, a ne, nekako okvirno, vedno povemo, tok recimo, ne vem, če je 120 kvadratov, je ponavadi normalnega tempa, tam nekje, bom rekla, 5 ur dela, a ne, s tem, da jaz mislim, da najino delo se tudi tako, kaj pri tebi, bom rekla, spada noter, se malo razlikuje, a ne, ker to je od servisa do servisa vsekakor drugače, a ne. Ampak se mi zdi, da tako nič ne divjamo ali karkoli, ampak v 5 urah recimo dnevnega čiščenja, se pravi, da se preobleče postelje, smeti se odnese, pogleda, če je kanta kaj za obrisati, a ne, da se stranišča, kopalnice, prah prebriše, površine, če je kakšen balkonček, to nekako gre, a ne. Tako. Je pa res, da včasih pa stranke se vidi, ne, če imajo malo kakšno bolj, bom rekla, raztrešeno jutro, a ne, je pa hitro, da je dan pol uro več, a ne, ampak jaz bom vedno tako rekla, jaz vsako uro vedno lahko upravičim, a ne, tudi če je karkoli, že takoj prileti SMS, živijo, danes sem bila pa malo dlje, veš, sem še to pa to, a ne, nikoli ni, da bi mi nimamo malc, se pravi, če sem jaz pri stranki 4-5 ur, jaz se nikoli ne bom usedla, pa ven sendvič, pa zdaj bom pa v miru pojedla, ne. Tudi kavo ponavadi, če nam je stranka skuha, jo srkamo vmes, a ne, jaz se rada pohecam, meni je mami skozi govorila, da je mrzla kava za lepoto, a ne, in jo pač vmes srkamo, tako da se mi zdi, da če bi kdo rekel, da nabijamo ure, se s tem ne bi strinjala, ne, ker nekako se vsaka ve, kaj mora narediti, kako mora narediti, včasih smo prej, a ne, nam tudi rata, da smo ne vem kdaj konstantno 5 ur, kar naenkrat si pa ne vem 4 pa pol, a ne, ni bilo tega pa tega, pa sej res, ne, tako da načeloma pa se pri vsaki stranki ve,
tam je 4 ure, tam je 5 ur, tam je 2 ure, a ne? In se potem tega okvirnega časa, bom rekla, redko kdaj so izstopanja, no. Ja. Vidiš, no, zanimivo, ne, kar si zdaj Ja. tako povedala, ne. Ja, Se pravi, meni osebno ne ustreza, ne. ja, Ampak saj jaz to, sem tudi upravičen to, ne, tako kako si rekla, ne. tako, Pač njej ustreza, ker ve, toliko ima pri tej stranki, toliko ima pri tej, toliko bo trajalo približno, jaz se pa tega izogibam, pač lej, toliko je cena za toliko kvadrature, pusti me pri miru. ja, sej, In v stranki je pol vseeno, ne, pač Tako. me vprašajo, koliko bo dolgo, ja ne vem, pač približno tam 3 ure do 4 ure. tako, Aha, v redu, ne, ampak če je vse narejeno, jaz sem lahko tudi v 2 ure pa pol konc. tako, Ne? tako. Plačal si storitev je bila narejena, lahko Ja, tako, Črno na belo Ček. cena. tako, cena je tukaj. Tako da ja, glih je zanimivo, ne, kako je različna, ne. Ja, Ja. saj tukaj se mi res zdi, ko, ne, da kjer se bolj najdeš. Jaz imam pa Tako. glih strah, da bi rekla, ja, ne vem, 250 evrov, to je to, ne. Pa bi pa jaz ugotovila, da bi ful dlje rabile, pa vse ne znam postaviti. Ja, Jaz priznam, tako. jaz ne znam postaviti na kvadraturo. Ne Ker vem, lahko ne tudi, znajdem mislim, lahko je se. tudi kuhna kvadrature 10 kvadratov ali pa kuhna kvadrature 30 kvadratov, pa Tako. verjetno je malo Pa razlike. ni niti to, problem je to, ker recimo kuhinja, ki ste izpostavila, dokler ne začneš čistiti, niti ne vidiš. Tako. Ja. A ne, tako. včasih tako, vse to bomo hitro, pa kar nite iz une kuhne, ne gre, že vse ostalo je že narejeno, samo ti še tam v kuhni drgneš, ne. Zato, ker včasih je, pa je maščoba, pa je tisto, jaz vedno rečem, imam na uro, če nas kdaj kaj preseneti, jaz pokličem, to je bilo, a se posvetim ali pustim. Pa se stranka sama, ja ne, daj, ali pa ne, pust bom to jaz. Ok, Ja. naprej, a ne, tako da jaz vedno grem tudi, gledam malo na denarnico, a ne, ni da tisto, ker meni ni interes, da bom enkrat pa zaslužila, ampak meni je interes, da so stranke Tako, potem moje, lojalne, da tudi jaz vem, aha, si tam smo pa že bile, tam je pa tako, pa Tako. tako, ne. Je tudi, se mi zdi, taka zgodba lepa, ne. Tako. Pa uporabljate svoje čistila in opremo, spravi sesalce, metle, ali uporabljate od naročnikov, pa ali je čiščenje dražje v primeru uporabe svoje opreme? Jaz imam vse svoje, vse, pač dejansko imam vse očistil, krp, gob, sesalca, parnega, mopa za pomivati po tleh, vse pride z mano in je že vse v ceni. Sploh ni, da bi recimo rekel, to je zdaj dodatno, plačujete zato, ker je moje. Ne, pač to je dejansko. To je del Ja, vse v paketu. Vem pa, da eni delajo pač čistili od stranke, ne. Jaz imam pa glih tako, bom rekla, generalno čiščenje je, se pravi, vse naše, od čistili in vsega, je tudi cena višja. Pri rednih čiščenjih je pa tako, jaz sem se srečevala na začetku, ko sem začela svojo poslovno pot, ja, jaz hočem ta stilek, ja, jaz bi to, ne. In sem ugotovila, da je lažje. Jaz lahko svetujem, poskrbim, da oni zalogo čistil imajo, ko jih zmanjka, jih jaz prinesem, priračunam toliko, kot so, jih dam v ceni. To mi ni težava, ne, ker to so večinoma čistila, ki jih uporabljam jaz sama pri generalnih čiščenjih. Če pa hoče kaj svojega, a ne, največkrat je to kakšen oljen parket, Ja. bom rekla, potem eni so ful eko-bio, a ne, nič kemikalij, dajte kupiti, pa bomo, a ne. Imam pa vedno v avtu svoje čistila, ker včasih pa žal voden kamen ne gre z nekimi eko zadevami, a ne. Tako da takrat naredim malo, bom rekla, svojimi, pa jim tudi ne računam, če je zdaj to redno čiščenje, a ne. Tako da tukaj imam pa jaz ločeno, zato je pa cena za redno čiščenje tudi nižja. Jaz imam recimo, kot je rekla bio-eko, jaz recimo čistim z ekološkimi čistili, ampak tako, kako sta rekla, Včasih ne gre. Včasih ne gre in pol imam tudi pač tiste malo bolj profesionalna, Tako. bolj agresivna stvari Žal, noter. žal. In to pač takoj rečem, jaz čistim s svojimi ekološkimi čistili, če je kakšna posebnost, oljen Je parket treba, ali pa nekaj, žal. pol pa res pač uporabim posebno čistilo, ne, tako da, Ja. ja. Veš, kak je meni to zanimivo, smo si različne, ne, Ja. isto delo, ampak čisto. Ja. Fino, da Ja. imamo dva različna pogleda. Tako. Sta se mogoče že znašli v kakšni neprijetni situaciji, ko je izginila kakšna dragocenost, ali pa recimo, ko se je armaturo ščistilo s predobrimi čistili in je spralo dol finiš barn. Kako se zaščitite pred takimi neprijetnimi situacijami, oziroma kako se to rešuje? Jaz imam pravilo in to rečem vsem, jaz ne odpiram predalov, ne odpiram omaric, razen če mi je izrecno povedano vprej, da se ne dotikam. Ja, dejansko se nekaj čistim zunanjost vsega. Je pa res tudi, da sem jaz relativno na začetku zdaj tega čistilnega servisa, tako da zaenkrat nisem imela nobenih nekih neprijetnih situacij, pa upam, da jih ne imela. Tako da ne vem, kaj ti si imela kaj? Ja, jaz sem že umela, bom tako rekla,
spet kot prej, ne, kdor dela ta greši. Včasih se zgodi, jaz ne bom pozabila, prav ne morem pozabiti. Zaključevala sem že stanovanje, imam eno zelo težko profesionalno lestev, a ne. In sem ritensko pomivala še zadnje ploščice po tleh, se pravi, vse sem imela že zunaj, samo tisto lestev ne, in sem jo z ritjo butanila in v steno luknjo naredila, a ne. Meni je še danes toliko hudo, da ne znam povedati, tako prav večkrat se spomnim, ker zelo jok mi gre, no, ker se spomnim, ampak ja, nič takrat takoj telefon v roke, klicati stranko sem razložila in tukaj sreča v nesreči, stranka se začel smejati. Na srečo je njegov oči bil tako, je te knauf po te zadeve delo, sem rekla, ok, super, a ne. Je pa res, da sem stranki takoj ponudila, da na svoje stroške uredim, a ne, ker jaz res, vem, da se ponavljam, ampak jaz želim komunikacijo, želim, da se stranke vrnajo k meni, da imajo z mano nek tisti prijateljski, friendly odnos, da sem mogoče del njih, a ne, da rečejo, ja, naša fata, se jaz pohecam, a ne. In se zgodi, nažalost, ne, da bi jaz to hotela, ampak pride, takrat je samo pomembno, kako znamo skomunicirati, a ne. Sej več, ko delamo, ko bomo delali, upam, da se tebi ne bo, ampak verjetno se ti bo. Najbolj se me bo, ja, pač še prehiter je, a ne. Odštevamo. Ja, ne, sej, mislim, lahko si še toliko previden, a ne, ampak nesreča nikoli ne počiva. Tako, kot sem rekla, takrat je samo pomembno, da stranki priznaš, da jo takoj obvestiš, da se slišiš z njo, skomuniciraš, se pravi, dokler se rešitev ne pojavi oziroma ne izpelje potem zadeva. Ne? Če je že kakšna poškodba, preden prideš na lokacijo, prvič, recimo, če so poškodovane armature ali pa neki, jaz potem takoj povem, aha, to ste videla, da je recimo tukaj, ne? Glih zato, da se izognem neki, ja, to vem, da sem jaz recimo neki sem narobe uporabila ali pa neki sem gobico v redu, rekel, samo da veste, da pač da ne bi slučajno, ker pač danes lahko smo si mi super, ampak nikoli ne veš, meglijo hiter, kaj... Tako. Smo že, vem za zgodbe, ko se je, ne vem, furnir čisto z neprimernimi častili, pa je pač... Tako. Se je zgodilo. Ja, se je zgodilo. Imate mogoče še kakšno zanimivo in nenavadno izkušnjo pri delu, ki bi jo delili z nami? Mislim, tako, da bi kaj prav izpostavila. Mislim, bilo je veliko, bom rekla, zanimivih, tako bom rekla, ampak bom rekla lepih. Še eno vprašanje. Na Kitajskem te AI tudi kuhajo, tudi čuvajo otroke in sprehajajo pse. Mogoče počnete tudi kaj takega, če je stvar dogovora, ali je to striktno ni del vašega dela? Ne. Ampak če sem iskrena, sem razmišljala v tej smeri, glih, da bi bila, kot bi rekla, 1 na 1, ne, pač, da sem jaz tvoja gospodinja in da pač ti grem, ne vem, na tržnico zrihtam, skuham in to se, ampak bo sem se rekla reč, ne. Zato, ker zdi se mi, da, mislim, popraševanje je in vse, ampak tukaj je kako bi rekla, čista ena druga intima, ne, ker pač tudi pri prehranjevanju, naprimer, moraš biti poseben, ne, pač morda so eni alergični na neki občutljivost, ne vem, na gluten, na sojo, na kaj. Ja, teh stvari na Kitajskem ni to. Tako, ja. In tako da, v glavnem, ena zanimiva, to je pač tako, ena bi rekla, da je zanimiv, bi bila dejavnost zanimiva in verjamem, da bi morda bilo res popraševanje in vse, ampak na koncu sem odločila se, da... Ker na koncu imajo, sploh v tem srednjem delu Slovenije, imajo ljudje varuške in da bi lahko bila to ena oseba. Ja, mislim, jaz sem to že, no, da je kdaj bilo tako, da je bila situacija, ko je mamica hitro mogla nekam iti, ne, je res, tukaj poudarim, to so stranke, ki smo si res blizu, ki smo ustvarili, bom rekla, ki so z mano od samega začetka in so skozi vso mojo pot, so še vedno z mano, a ne, in je bilo takrat, da je mogla hitro ali nekaj, a ne, da je pejta, ne, se to niso zdaj dojenčkov, vsekakor ne, ampak ne vem, vmes sem malo ga animirala ali karkoli, jaz sem pa čistila, ne, sej isto kot doma, kad sem imela, kaj bi moj otrok še malo manjši, ne. Tudi med čiščenjem, če je kuža doma, ali jih spustimo ven, imamo tudi 3 stranke, ko peljemo na sprehod ga lulat, preden gremo, ker meni je res to, da ko pridem, da jim probamo dan čim bolj razbremeniti. In tudi to, da oni ne rabijo razmišljati, zdaj moram pa hitro domov, moram, ne vem, Jackija ven spustiti lulat, ne. Oni vejo, ja, ne, saj danes je bila pa čista hiška, danes pa
lahko grem v trgovino vmer, a ne. Tako da jaz vedno imam vse, kar je v dogovoru. Stranki rečem, ja, koliko pa bo, glejte, časovno pa to, kar nam boste dela dala, a ne. In oni vejo, aha, ok, sej mi ne, zdaj bi se 1 uro sprehajale, gremo tja do prvega travnika, ki je, on naredi svoje, kuža, kakorkoli, ne, pa ga damo nazaj, zapremo vrata in je to, a ne. Tako da jaz sem res ful prilagodljiva, a ne. Tako da, kar se tega tiče, pri nam je vse v komunikaciji. Taka čast. Prida. Kaj vas je pa pritegnilo k temu poklicu in ali se mogoče še vedno srečujete s predsodki, da je to manj vredno delo? Ja, to je pač itak, ne. Skozi, pač celo življenje, recimo moja mama je to čistilka, ne. In jaz se spomnim, recimo, ko sem jaz odraščala, še posebej, ko smo hodili na gimnazijo, pa to vse, in meni je bilo res nerodno mi je bilo, ne, zato ker pač večina mojih sošolcev, vsi so bili iz mesta, to so bili ker starši, ne vem, odvetniki, pravniki, profesorji, to vse, jaz imam doma mamo, ki je čistilka, ne. In pač morda včasih mi je bilo nerodno, ne, ampak zdaj, ko sem sama odrasla, pa vidim, da zakaj bi meni to takrat bilo nerodno, pa to je super, ne. In jaz recimo, večina ljudi misli, ne, da je to pač manj vredno delo, žal je tak, ne, pač in mislijo pač, ne vem, da imaš končano osnovno šolo, pa da to delaš, ne vem, kaj se ne. Jaz, na primer, imam visoko poklicno, ne. In sem se odločila, da pač ne bom delala v poklicu, bom delala rajši to, kar mi, kako bi rekla, meni to osebno me sprošča, res uživam v tem, meni to ni delo. No, to je danes največ predno. Meni to ni delo, jaz ko pridem te krpe, meni tak mine mi te 4 ure, ne vem, jaz sem v svojem svetu, poslušam to je pač meni. Edino je pač problem, ker pozvečer, ko se uležeš, čutiš, da je delo. To pa je, ampak drugače pa mentalno ne. Ja, biti čistilka ni tako enostavno, ne, kako kdo reče, jaz se kva, pa je tebi hudga, prid. Ja. Pej za 1 teden z mano ostan ob 3 zjutraj pridi, da te vidim. Ob 3 zjutraj se stajate? Ja. Vsaka čast. Mislim jaz, ja. Zakaj? Ja, ker je treba 10 do 4 biti že na prvi lokaciji. Res, tako zgodaj? Ja. So podjetja. Aha, ja. Imaš podjetja, okej. Ko pa ja, sem nekomu doma. Ne, fizični stranki je... A pa danes to ni prva. Ne, jaz sem danes že pol dneva dala čez. Vsaka čast. Jaz sem tudi, ampak sem v avtu. Če se pa vrnem nazaj k temu vprašanju, če smo manj vredne, pri kakšnih, ampak pri takih jaz se tudi ne trudim, da bi imela potem redno sodelovanje, priznam. Nekdo, ki je do mene že, ko pridem, da me gleda zviška, da me premera od zgor navzdol, ni prijeten občutek in takim se jaz tudi, bom tako rekla, na srečo lahko tudi jaz malo zbiram. Takim se bom potrudila, da ne bom več šla. Pa ne, da ne bi dobro naredila, ampak bom že skozi pogovor, a ne, napletla, da mogoče najdejo bolj primerno osebo. Sem pa zelo pozitivno presenečena nad, bom rekla, 99% ljudi, s katerimi sodelujem, da so pa vsi tako lepo sprejeli mene, ekipa, vse, da res smo del njih, no, da pridejo, kot da smo prijateljce prišle tja, da ni unih predsodkov, kakor imajo neko sočutje, nek odnos, a ne, ker se mi pa zdi, da se to tudi spreminja počasno. Redki so še tisti primeri, da bi lahko rekla, ok, tukaj je bilo pa res slaba energija, ne, ker jaz te energije ful čutim in tankam mi ni, ne moram. Enostavno, ne, ko bi mi kdo rekel, sej kva pa je stanovanje ni res. Stanovanje pa vzame osebnost, energijo od ljudi, ki živijo, ne. In tanka ni okej, raje priporočam, najte si mogoče, glejte, ni z mano narobe, z vami nič narobe, mogoče je boljš, da, a ne. Imaš mogoče še kak preprost trik za poslušalce, s katerim lahko dom naredimo bolj urejen, na hitro? Imaš ti kakega? Jaz bom tako rekla, velikokrat predlagam stvari oziroma črn umivalnik, ker se mi zdi, da to že vse snemamo, te posnetke pa trike, ampak še vedno ne vejo, ljudje ne vejo, a ne. Črn umivalnik, pa vodni kamen, to je vedno strah, pa ne črnga, to se bo vse poznali. Ja, se pozna, ampak ob pravilni in redni negi je pa črn umivalnik super zadeva, a ne. Gre se samo to, da se uporabi primeren čistil za voden kamen, se lepo prečist, obriše do suhega, potem se pa uporabi neko brezbarvno olje, se pravi sončnično ali kokosovo je super, ker še lepo diši, in se samo nežno vtre v osušen, se pravi čist korit, v bistvu, a ne. Kaj povzročimo? Povzročimo, da bojo kapljice drsele
a ne, posledično se bo kasneje, bom rekla, vodni kamen nabiral. Je pa marsikoga strah, ko reče, ja, pa to pol maščoba nase. Ne, če boste vi lepo, če stranka lepo oziroma oseba lepo umasira noter, se to upije, a ne, in ni nobenega potem dodatnega, da bi se nabirala umazanija, a ne. Mogoče ta trik se mi zdi, da res ljudje še kar ne vejo, ne, da še niso toliko. Jaz bi imela enega za ljudi, ki nimajo časa in vedno mene sprašujejo, pa kako vam to uspe, pa kako vi to? Jaz bi rekla, da je pač počasi, pomalem, vsak dan 10-15 minut narediti nekaj in se hitro pozna. Pa tudi to, da sproti pospravljaš. Tako. Torej, če odpreš neki, ne pustiti papirček na pultu, Tako. papirček v smeti, živilo vrni takoj nazaj. Tako. Kozarec ne puščati skodelice v korito, direktno, če je pomivalni stroj, ga sprazni. Tako. In po tej mali koraki in pol na koncu Tako. se pozna, ne? Ker največja težava, zato ker ko dobiš ogromno stvari naenkrat, ti pol ne znaš, česa bi se najprej lotil. Problem je, ja. Ko se lotiš počasi, vsakič nekaj in sproti, gre bistveno lažje. Ja, problem je, ko se nabere, ne. Tako. Potem pa, okej, mi imamo neke sisteme, a ne, ti greš po svojem sistemu, jaz grem po svojem sistemu. Ljudje, ki se pa ne ukvarjajo s tem vsak dan, pa obstanejo, kako tako. naj se zdaj jaz to lotim, kako bom jaz to najhitreje, ne. Seveda v tem primeru je najlažje nekoga potem od nas poklicati, pa da pridemo pa pomagamo, ampak redno vzdrževanje definitivno je pa tisti ključ do čistka. Predvidevam, da tudi v kombinaciji z organizacijo doma, da to Ja. je tudi ena ključna stvar. Če lahko sem tukaj dodam, pač par anekdot, vem, da ste rekla, če imamo, recimo zdaj dosti hodim na oglede, ne, in pa itak pri organizaciji imam individualna ponudba, gre in pridem, pogledam vse, zmerim, predlagam, recimo, če je potreba za nakupom organizatorjev vsega. In večini ljudi je zelo nerodno, zato ker pač imajo ogromno te navlake doma. In je njim toliko nerodno, pa si mislijo, kaj ste boste rekla, a jaz, ko vidim, da je vse nametano, a meni se učke tako zasvetijo, jaz sem komaj čakam, da pride po njih Vi morate k meni priti. Meni je to tako, jako vidim to, da treba nekaj odhrčkati, odpraviti na vlaku, smiselno zorganizirati, prav uživam, recimo, ko zdaj doma, dosti dela imam tudi od doma. Pa se večina ne zaveda, se mislijo, priješ na lokacijo, kaj to čistiš. Ne, to je doma, pol to treba, vi ste rekla, da ste arhitektka, ne. To doma treba vse zmeriti, omarce, treba poiskati ustrezne organizatorje, pripraviti nalepke. Jaz, ko to tako gledam na spletu, kjer tako gledam, ene ženske iščejo obleke, jaz pa iščem organizatorja, ne, to. Ja. Je kar veliko, bi kdo rekel, se kaj pa je težko, ne? Je treba imeti logiko, pa na pravo mesto, pa na višino, pa vse data, ne? Ker to je tudi treba znati. Je kar, včasih, bom rekla, pridemo k stranki, pa organiziramo omaro, a ne? Pa pol čez en mesec. Ampak jaz vedno rečem, imela sem tudi prispevek na televiziji, ko daš 3 škatle, a ne? V prvo obdrži, podari, zavrzi, a ne, in jaz vedno rečem, tole zavrzi, ali pa podari, oboje lahko jaz odpeljem, a ne, lih zaradi tega, ker potem je problem, pa mogoče pa tistega ne bi, ne, in to vlečajo ven in na koncu, ne vem, bom prišla čez 1 leto, ja, a nismo to mi ja, ne, tako da vedno, če se držimo striktno, se pravi, obdrži, podari, zavrzi, potem je definitivno, bom rekla, nek success, a ne. Jaz imam pravilo škatla 6 mesecev, ker nisi trenutno, ja, ne vem, če bi to oblekico dala stran, ne vem, ta krožnik mi je tak lušten, dajmo v škatlo in za 6 mesecev bomo pospravili nekaj v omaro. Če se v 6 mesecih enkrat ne dotaknete te škatle, prosim na komunalo. A gre? Ja, večini pač, zdaj sem šele sem nova v tem vse, ampak zaenkrat, pravim, zdaj sem tudi imela eno stranko in prav presenečena sem bila, najtežje je bilo začeti. Ja. Ampak, ko smo se mi začeli, kaj bomo s tem? Stran. Ker jaz bi to še dala stran, ko ne rabiš glih zdaj celo hišo dati stran, upočasni. Dobijo zagon. Ne, tako to je tisto pač in zato pravim, to čistilni servis in neki, ne. Morda je tudi smiselno, da če ne znate ali pa neki, potem pokliči čistilko, sem za ta prvi zagon, ne. Ker tudi meni se zdi, da recimo opažam, enkrat, ko je vse spucano in čisto in vse na svoje mesto, ljudje tudi dobijo motivacijo, da po sami počistijo, ne. Ta začetek je pač res najtežje, kar se tega tiče. Lažje potem, če nekoga, ki se ukvarja s tem, da prvo
rundo, če temu rečem. Težjo stopničko. Tako, potem tako, pa mogoče vsi meni dajo potem še feedbacke. Joj, Urša, kako dober, jaz imam še kar vse čisto, ne vem, čez en mesec, a ne? In dejansko ljudje dobijo potem boljše navade in lažje se tega potem, bom rekla, držijo. a ne. Tako. Najlepša hvala vam za tale prijeten pogovor in vse nasvete in deljenje izkušenj. Hvala vam. Vam pa hvala za pozornost. Nasvidenje čez 14 dni.